Na osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana so želani pripravili muzikal z naslovom Srečko. V njem pa je nastopilo več kot 80 učencev šole. Pesnika predstavijo kot človeka s sanjami, dvomi, bolečino in pogumom. Prve dve predstavi mi je bilo še precej šokantno, ker se nisem še počutil suveren, ampak potem po letos, ko smo nastopali, mi je bilo pa že vse lažje. Dobro jutro! Dobro jutro, Srečko! Naučil sem se veliko njegovih pesmi. Spoznal sem, da je bil zelo bolj zanimiv, kot sem si predstavljal, ne? Pa pesmi, kako globoke je tudi pisal, ne? En vers, ko mi je še zmeraj ostal spomin, je bilo: v njihovih očeh ni več oči. Tam le še ogenj gori, ki v smrti združuje ljudi. Kosovel je živel v času velikih družbenih pretresov po prvi svetovni vojni, zato so njegove pesmi polne skrbi za prihodnost, a tudi upanja v moč duha in besede. Pisal je tudi za otroke. Njegove pesmi pa odražajo ljubezen do rodnega krasa, pa tudi pogum misliti drugače. Zato, ljudje, bodite boljši, bodite svetilke, bodite svetilke! Takrat v bistvu nihče ni razumel. Ne? V bistvu, če tako pogledamo, še danes marsikdo ne razume. Se moraš v bistvu v njegovo poezijo kar močno poglobiti in tudi z tega vidika smo v bistvu nekako mislili, da smo približali s tem musicalom mogoče otrokom Srečka Kosovela. Jaz sem igrala vlogo Dobrošina. Tu je pač nek moder starš krat, opominja ga na kras in ga spominja, kdo je pač iz Kije in kako je bilo. Imela sem vlogo Brinjevke. Tu je ptič, ki Srečka Kosovela spodbuja skozi življenje. Smrt je bila ena izmed glavnih vlog in z vsakim plesom je v bistvu nekdo umrl, kot vojna, kot smrt, ne vem, Brinjevke, Srečko ta. Umrl je zelo mlad, a njegova poezija je ostala, saj kakovostna umetnost presega čas. V Sežani je navdih za številne šolske dejavnosti. Med drugim smo organizirali tudi mednarodni likovni natečaj na temo Kosovela. Smo ustvarjali poučne igre na temo Kosovelega življenja, ki jih hočemo imeti kot protokolno darilo. In tudi pripravljamo uglasbitev, snemanje in koncert Kosovelovih pesmi.